še dobro spomnim knjige Etika in bonton, ki sem jo moral brati kot mulc, ker sta to dva zelo pomembna pojma, da lahko ljudje normalno sodelujemo med sabo. Dokler se seveda v trgovini ne odpre nova blagajna, ker takrat se vse poruši in se je treba urivati, se to itak vsi vemo. Ali pa še huje, da vam kdo postavi zapornico, kjer ste se včasih normalno vozili na izlet. Oziroma, da celo prepove promet z motornimi vozili. Kaj? Ali lahko sploh še kaj hujšega? Zdaj sem pa jaz pred zapornico, ampak v bistvu nisem nič nervozen, ker sem se namenoma pripeljal sem, da vam pokažem, zakaj so včasih takšne stvari pač nujno potrebne, če želimo izničiti kaos, pa zraven še obvarovati naravo. Pa čeprav sem jaz tokrat tukaj z električnim kombijem, ki ne smrdi in v okolje ne spušča škodljivih emisij. Ja, v Triglavskem narodnem parku sem. TNP, kot je njegova okrajšava, je z zakonom zaščiteno varovano območje narave, po površini pa meri skoraj 84.000 hektarjev. Tole je tudi največji park v Sloveniji. Omejitev je tukaj kar nekaj, predvsem za promet, pa tudi nasploh za gibanje, celo za letanje z dronom in za te posnetke smo morali pridobiti soglasje. Moramo se zavedati, ko nekam pridemo, sploh če pridemo z vozilom, se živali skrijejo. In zaradi tega, ker se skrijejo, jih ne vidimo. Drugače pa tam so prisotne. In živali, tako kot mi, imamo določene navade, imamo določene potrebe, potem jim lahko te njihove življenjske potrebe jim lahko na ta način prekinemo. In prekinemo jim prehranjevanje, ker bo izbežale drugam, prekinemo jim razmnoževanje, kar pomeni, da ne pride do reprodukcije. Mi se tega ne zavedamo, ampak to so dejansko lahko posledice. Poleg tega, s tem, ko se vozimo po naravnem okolju, vplivamo na samo floro. Že več let se pogovarjamo in tudi poskušamo zadeve urejati na način, da ljudje uporabljajo čim več javnega prevoza, da iz mesta grejo z vlakom, da grejo iz mesta z avtobusom, ali pa vkolikor že pridajo, bom rekel, blizu nekih turističnih točk ali pa izhodišč za izlet v naravi, da organiziramo javne prevoze. Omejitve torej veljajo tudi za mene, pa čeprav sem tokrat za snemanje vzel električno Toyota Pro Ace Verso. Tole je dejansko eden od avtomobilov, ki jih imajo v TNP in so mi ga posodili za snemanje. Ima pa takšen Pro Ace Verso baterijo s 75 kvorami, kar pomeni okrog 300-kilometrski doseg in to bo dovolj, da vam pokažem še eno lokacijo, ki je ravno tako v Triglavskem narodnem parku, bom pa do nje potreboval najbrž skoraj 2 uri. In nočem, da me v bistvu skrbi, če bom tja sploh prišel brez polnjenja. Ne bo panike. Ha! Tolminska korita so tudi ena od neverjetno lepih lokacij za družinske izlete. Pač dajem idejo, če slučajno še niste bili. V sezoni je gostov vedno veliko in tistole parkirišče tamle zgoraj je med vikendi polno zasedeno, kar pomeni, da je parkiranje en tak mali boj za preživetje. En kaos v bistvu, ki ne deluje blagodejno ne na nas, ne na naravo, če smrdimo s svojimi avti. Ok, jaz danes ne. Imate pa tudi tukaj eno fajn alternativo. Po eni strani najlažje je, da pustijo obiskovalci svoje avtomobile na obrobju Tolmina, tam je eno veliko parkirišče. In od tam ali se sprehodijo po novi potki približno 15 minut sem do vstopnega objekta ali pa koristijo poleti naš brezplačen šatl prevoz, tako da si v 5 minutah tukaj na vstopni točki. Ves strošek šatla prevoza pokrivamo iz vstopnine, iz Tolminskih korit, tako da to je za obiskovalce gratis in tudi za občino ne predstavlja dodatnega stroška. Da mi imamo na naši spletni strani objavljene vse te informacije, torej o dostopu, o možnosti prevoza, pa tudi zdaj že nekaj let naredimo zloženko o vseh prevozih po dolini Soče, torej ne samo o naših tolminskih šatlih, tudi o kobriških oponih in tudi to v medije in obveščamo skozi vse socialna omrežja in internet in seveda tudi na naši spletni strani in drugih spletnih straneh. Zdaj pa vsi skupaj samo malo logično pomislimo in tudi največji skeptiki boste ugotovili, da so takšne rešitve boljše za Triglavski narodni park, za vas, za mene, pravzaprav za čisto vse, celo za naravo in za rožice. Ampak predvsem za nas, ker mi smo tisti, ki smo najbolj pomembni. Se to jasno pokažemo v trgovini pred blagajno, kjer je boj za preživetje. Naj bo vsaj v naravi malo bolj na izi, okej?